Jaz prihajam z inštituta Utrip. Mi se že krepko več kot 10 let ukvarjamo s preventivo in preden vam začnem opisovati, s katerimi projekti oziroma programi se ukvarjamo in katere vsebine oziroma programe lahko ponudimo tudi vam, ne samo dijakom, ampak tudi pedagoškim delavcem na vaši šoli, je zelo pomembno, da predstavim nekje eno okvirno vizijo oziroma principe, na podlagi katerih na našem inštitutu delamo. Glede na to, da ste bodoči zdravstveni delavci in glede na to, da z vašo starejšo sestro, zdravstveno fakulteto, postopoma razvijamo tudi študijske vsebine z področja preventive, tudi bolonjski podiplomski študij na področju preventive, se mi zdi pomembno, da vas mogoče že v teh zgodnjih letih majčkeno uvedemo v same smernice učinkovite preventive, s katerimi se naš inštitut ukvarja. V glavnem mi se specifično s tobakom oziroma s kajenjem ne ukvarjamo. Iz zelo preprostega razloga, ker se nam, predvsem vam, v vaši starostni skupini, se pravi med mladostniki, tvegana vedenja kar kopičijo. In zelo veliko teh tveganih vedenj se pojavlja hkrati v istem časovnem obdobju. In je tudi v preventivni znanosti že zelo dolgo nazaj, preko 20 let nazaj, so znanstveniki prišli do ugotovitve, da je zelo pomembno, da se v preventivi osredotočamo na tako imenovane dejavnike tveganja in na varovalne dejavnike, ki so mnogim tveganim vedenjem skupne. Zato v bistvu... Aha, dol. Ok, mi boste pomagali, tako da jaz ne vem, kjer gumb moram pritiskati. Nazaj. Tako da dejansko poskušamo na našem inštitutu slediti neki novodobni mantri sodobne preventive, kar je vključevanje več tveganih vedenj hkrati v preventivne aktivnosti. Zato, ker je enostavno to dejansko stanje današnje mladine oziroma tudi nas starejših. V bistvu naša zelo velika želja je, to olivo zelo rad kažem, ne samo med mladimi, med stroko, tudi na raznih dogodkih, zelo radi bi, da bi postopoma skozi leta ta oliva postala bela in pa malo več tudi rdeča. Se pravi, tisti, ki delamo na področju preventive, nas je zelo malo, in si želimo na našem inštitutu in tudi širše v mreži, ki jo vodimo, ki se imenuje Preventivna platforma, da bi tisti, ki delamo na področju preventive, enostavno delali zgolj tiste stvari, za katere vemo, da v preventivi delujejo, da so učinkovite. In da bi nenazadnje tudi država s svojimi sredstvi, omejenimi sredstvi, financirala tiste preventivne aktivnosti, za katere vemo, da so učinkovite. Naprej. Na našem inštitutu sledimo, nič od tega, kar delamo, si ne zmislimo sami. Mi sledimo nekim mednarodnim smernicam in standardom na področju preventive, tega imamo kar nekaj publikacij smo tudi sami izdali na podlagi mednarodne literature. Delno nam pa seveda tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje pomaga, predvsem z izdajo standardov kakovosti preventivnih programov, ki upam, da bo nekoč tudi del nekih usposabljanj, izobraževanj, zato da bomo mi preventivni delavci te standarde dejansko poskušali inkorporirati v naše vsakdanje delo. Imamo pa seveda tudi politične zaveze, naša država je članica Evropske unije in Svet Evropske unije je sprejel že več kot 2 leti nazaj en dokument, ki zadeva minimalne kakovostne standarde na področju preventive. In na podlagi tega dokumenta je seveda tudi država, vsaj moralno, če ne zakonsko, dolžna, da te standarde počasi v sofinanciranje in tudi izvajanje preventivnih programov vklopi. Naši preventivni programi vsi temeljijo na teh mednarodnih smernicah in standardih in temeljijo na znanstvenih teorijah, kar je v bistvu zelo pomembna osnova. Znanstveniki so desetletja, nekateri celo
30, 40, 50 let svojega strokovnega življenja posvetili temu, da so ugotavljali, na kakšen način se da zmanjševati dejavnike tveganja, na kakšen način se da krepiti varovalne dejavnike in te teorije enostavno je pri preventivi potrebno upoštevati. Tudi ocena potreb ciljne populacije je zelo zanimiva. Ne moramo z istimi programi vstopati v osnovnošolski prostor, srednješolski prostor ali med študente oziroma med odraslo populacijo. Tako da tukaj so med samimi ciljnimi skupinami kar pomembne razlike. Tudi starost ciljne skupine je pomemben dejavnik. Stopnja tveganja v ciljni populaciji ni enako, ne moramo z enakimi pristopi ciljati na populacijo vseh dijakov, kjer imate mogoče zelo majhen delež tistih, ki se tvegano vedejo oziroma so dejavniki tveganja pri njih bolj izpostavljeni, kot pa v tisti ciljni populaciji, kjer je to tvegano vedenje že zelo razvito. Tako da tudi tukaj v preventivi obstajajo kar bistvene razlike v delovanju. Seveda morajo biti kulturno adaptirani, čeprav bom rekel, da naša mladina je v svetu vedno bolj podobna, mi smo vedno bolj podobni Američanom, Američani so vedno bolj podobni Brazilcem, skratka, mladina posluša enako glasbo, gleda enake filme, enako razmišlja, vsi uporabljate Facebook, Snapchat, Instagram in tako naprej, tako da tudi kulturne razlike med mladimi v svetu niso več tako pomembno velike, kot so bile mogoče še 10, 15, 20 let nazaj. Seveda preventivni programi morajo biti ovrednoteni. Če jih ne vrednotimo, ne vemo, ali so učinkoviti. Tudi, če jih vrednotimo zgolj z vidika všečnosti pri ciljni populaciji, všečnost ni enako učinkovitost. Tako da tudi, če so programi všeč ciljni populaciji, še ni 100%, da bodo dejansko tudi učinkoviti z vidika spreminjanja stališč, spreminjanja vedenja, spreminjanja norm, tako da to so dolgotrajnejši procesi in tudi vrednotenje malenkost oziroma kar precej bolj kompleksno. Tudi, kar se tiče šole, mogoče v tistih preventivnih programih, ki jih izvajamo na šolah, je zelo pomembno, da pride do podpore celotnega šolskega osebja. Da ni to izoliran proces enega učitelja, ampak dejansko mora tudi šola kot celota delovati preventivno. Kot šolski prostor mora delovati preventivno. Vam nič ne pomaga, če vam pri neki uri razlagajo o varni hrani, če pa imate na primer po šoli posajene avtomate z nezdravo prehrano in pijačo. To je nekaj, kar vi sami kot dijaki z vidika zagovorništva lahko precej dosežete. Ne bom rekel, da je na vaši šoli tako, ampak na precej šolah pa je tako. Tako da preventiva ni samo tisto, kar govorimo, ampak dejansko tisto, kar živimo v nekem šolskem prostoru in je dejansko podpora celotnega osebja. Ravno tako učitelji kadilci vas bistveno težje prepričajo o nekajenju kot učitelji, ki ne kadijo, oziroma za katere v bistvu vi lahko vidite na šolskem dvorišču ali v šolskem parku, da kadijo. Tako da vse te malenkosti nekako vplivajo na to, da šolski prostor kot tak deluje preventivno. Seveda usposobljeno osebje. Nekdo, ki nima izkušenj, znanja, veščin za preventivno delo, verjamem, da se strinjate s tem, ne more vstopati v šolski prostor in vam pri vas izvajati preventivne programe. Tako da usposabljanje, izobraževanje preventivnih strokovnjakov je izrednega pomena. Tudi vi kot bodoči zdravstveni delavci, če se boste želeli ukvarjati s preventivo, vam na srce polagam, da se v tej smeri tudi ustrezno izobražujete in usposabljate. In seveda vnaprej je treba programe skrbno načrtovati. Naprej. Tudi programi sami, če želimo, da so učinkoviti, morajo biti dovolj intenzivni in morajo trajati daljši čas. Če vemo, da na drugi strani, na primer tobačna industrija, alkoholna industrija, na vas in na nas vse ciljajo 24 ur na dan, vsak dan v tednu, vse dni v letu so prisotni tako ali drugače v našem življenju, moramo tudi mi preventivne programe intenzivirati in jih narediti dolgotrajne, dolgoročne, dalj časa mora trajati, zato da se določene veščine oziroma informacije usedajo v našo podzavest. Interaktivnost je zelo pomembno, da ste vi kot ciljna skupina, na primer, aktivno vključeni v sam preventivni program.
Veliko učinkovitih preventivnih programov je manualiziranih, imate priročnike, lahko sledite določenim učnim ciljem, enotam in napotkom, tako da je to zelo priporočljivo, da uporabljate vso razpoložljivo literaturo, materijale za izvajanje preventivnih programov. In pa seveda brez vključevanja vaših staršev ne bo nič. Če recimo samo en primer vam povem, če vam v preventivnem programu povejo, da to, kar je že bilo rečeno, da kajenje, kar je res, dejansko ne sprošča, ne zmanjšuje stresa, ne sprošča in potem doma starša prideta iz službe vsa znervirana in gresta na balkon, pokadita en čik in potem sta enostavno dobre volje. To je v bistvu malo drugačna informacija, ki jo dobite doma in ki jo dobite v nekem preventivnem programu. Tako da tudi starši so soodgovorni v tej zgodbi, da vam kajenje ne prikazujejo oziroma vsaj poskušajo ne prikazovati v tisti pozitivni luči, v kateri kajenje oni recimo vidijo, tisti starši, ki so kadilci. Naprej. To lahko preskočimo, to je več ali manj spet. No, to so pa v bistvu naši programi. V bistvu je težko vse naše programe postaviti v en slajd, ampak to so tisti najpomembnejši, ki se tičejo mogoče tudi vaše ciljne skupine mladih. In predvsem, kar naš inštitut lahko vam ponudi, če želite, predvsem z vidika zagovorništva, tukaj imamo tudi predstavnike Mladinske zveze brez izgovora, mi z njimi zelo dobro sodelujemo in z tega vidika lahko vi postanete kot dijaki, kot skupina dijakov, zagovorniki, da svoje šolsko okolje naredite bolj preventivno okolje, da zmanjšate dejavnike tveganja na vaši šoli, da krepite varovalne dejavnike na vaši šoli, tako da mogoče kot ena naloga je, lahko naredite analizo, kateri so pa tisti dejavniki tveganja na vaši šoli, ki lahko da spodbujajo tvegano vedenje. In kateri so mogoče tisti varovalni dejavniki, katere je potrebno izpostavljati, krepiti, da bi vaša šola zelo pomembna na področju zdravja, postala preventivno pomembno preventivno okolje. Obstaja tudi, mislim, imamo tudi v našem portfoliju tudi program, ki se mu reče Boys and Girls Plus. Tukaj pa apeliram predvsem na pedagoške delavce, program je namenjen temu, da se pedagoški delavci usposobijo za izvajanje in potem pedagoški delavci preko učnega načrta oziroma učnih ur z vami ta program izvedejo. Tako da imamo tudi veliko literature, ki jo seveda lahko dobite, če želite se poglobiti v to tematiko. Če vas zanima preventiva, veliko delamo na socialno-emocionalnem učenju, skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, da bi se te socialno-emocionalne veščine postopoma vrnile oziroma vključevale v redni učni načrt v šole. Veliko se ukvarjamo z nočnim življenjem mladih, po nočnih lokalih hodimo, preverjamo, koliko se alkohola vam mladim, mladoletnim prodaja in opitim mladim prodaja. Tako da to so tudi teme, s katerimi se ukvarjamo, samo poškodbeno vedenje. Skratka, vidite, da dejansko kajenje, čeprav je danes kajenje tista naša glavna tema, ni v bistvu naš specifični fokus, ampak preventiva širše. Hvala lepa za enkrat, tako da če bo kdo želel še kaj informacij, literature, se pa potem lahko pogovorimo. Hvala.